Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vaše vprašanja in pogovarjali se bomo o zelo aktualni temi. Namreč zaradi koronavirusa je možnost, da bo marsikatera dirka odpovedana, velika. Zato nekoga izmed vas zanima, kolikšno je tisto minimalno število dirk, da bo svetovno prvenstvo Formule 1 sploh veljavno. Odgovor zna biti po svoje izjemno enostaven. Potrebno je vzeti pravilnik, športni pravilnik za sezono 2020, drugo izdajo, tisto zadnjo seveda, in tam lepo piše, da je minimalno število dirk 8, maksimalno, kot zanimivost, pa 22, eno več od lanskih 21, to so popravili. A vseeno, od kod izhaja to minimalno število 8? Izhaja iz 50 let, čeprav na začetku leta 1950 smo imeli le 7 dirk na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. A dokaj hitro se je zalomilo in leta 1957 so bili blizu temu, da ne bi imeli svetovnega prvenstva Formule 1. Zakaj? Takrat so imeli na koledarju predvidenih 9 dirk. A kar 2 so v zadnjem trenutku, tik pred zdajci, odpovedali. Veliko nagrado Belgije in veliko nagrado Nizozemske. Bil je čas sueške krize in organizatorji so znižali denarne nagrade za ekipe. In kot vemo, denar je ena izmed tistih poglavitnih motivacij v svetu Formule 1, tako da so ti 2 dirki preprosto odpovedali. Zato je bilo potrebno dobiti kar hitro neko nadomestilo. In dobili so ga v eni izmed tistih dirk, katere so bile vezane na pravilnik Formule 1, niso pa štele za svetovno prvenstvo. In tako je bila kot predzadnja dirka, takrat 7., velika nagrada Pescara. Pescara je mesto v Italiji in če se kdo izmed vas sprašuje, zakaj jo niso poimenovali kot veliko nagrado Italije, zato ker 8. dirka tistega leta je bila velika nagrada Italije v Monzi. Velika nagrada Pescare leta 1957 je odprla novo poglavje v zgodovini Formule 1. Prvič namreč, da smo imeli 2 dirki v eni državi v svetovnem prvenstvu. A še zdaleč ni bila na standardnih, varnostnih standardih tistega obdobja. Kot nam kažejo ti zgodovinski posnetki, vidimo, zakaj je šlo. Sam Enzo Ferrari je bil zaskrbljen za varnost lastnih voznikov in zato je malo manjkalo, da ne bi prav nobenega poslal na to dirko. A vseeno, dirka je bila, ni se zgodilo nič kaj takega, svetovno prvenstvo je bilo rešeno. A to, da bi imeli druge dirke izven koledarja svetovnega prvenstva Formule 1, je trajalo tam od leta 1950 do leta 1983. Takrat smo videli zadnjo dirko, Race of Champions, katera je bila na dirkališču v Veliki Britaniji Brands Hatch. Od takrat naprej nimamo več nekih rezervnih lokacij, če kaj odpade. In seveda imeli smo ogromno odpovedi dirk. Zadnja je bila na veliki nagradi Bahreina leta 2011 zaradi protestov, zaradi političnih razlogov. A seveda, tu se odpira še novo vprašanje. Kolikšno pa je tisto minimalno število bolidov, da so stvari regularne? Namreč pred meseci sem naredil poseben prispevek o tem, katerega bližnjico seveda kot ponavadi dobite v opisu. In tam je bilo govora o 16 bolidih. A to izhaja iz nekih nepreverjenih novic med organizatorji dirke in organizatorji prvenstv. Oni namreč sklenijo zaupne pogovore in organizator prvenstva se nekako neuradno zaveže, da bo prispeval najmanj 16 bolidov, zato da bo dirka zanimiva. Če pogledamo pravilnik sam, je minimalno število bolidov, kateri morajo biti prisotni na dirki, 12. In to govorimo ne na sami dirki, ne na štartu, ampak v celotnem vikendu. Kajti, poglejmo, kako je pravilnik narejen danes. Ni rezervnih bolidov. Ukolikor pride na začetku dirke do množičnega trčenja, se kaj hitro lahko zgodi, da jih bomo imeli pri ponovnem štartu manj kot 12, a dirka bi bila regularna, ukolikor je vpisanih
več od tega števila. A to je pravilo, katero izhaja prav tako kot tistih 8 dirk za svetovno prvenstvo daleč iz zgodovine Formule 1, tam iz 50 let. Danes, kot sem rekel, je tisto neformalno število 16. Toliko o tem in kolikšno je tisti minimum, da bomo sploh imeli veljavno svetovno prvenstvo Formule 1 v sezoni 2020. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.